se mi zdelo korektno, da posnamem v času knjižnega sejma letošnjega, ki je virtualen, stvari, ki so se vezali na lanski knjižni sejem. Domen Savič, to je neotesanec, podoben Čordiču. S tem, da je smedil ta pa na mojem knjižnem sejmu predstavitvi, ki sem jo imel. Tam je naščuval enih 15 svojih anarhistov, ki so tam nekje na današnji čas, današnji dan, lansko leto, meni zagodili, da glava peče. Torej, malo so se osmešili, ker me je varovala policija, tam so imeli neke spreje, so me hoteli posprejati. Hrbet so mi obrli, ne. Ampak sem imel tam enih 100 ali pa 200 zaveznikov, ne, tako da imel sem tam tudi neke grdosije, ne, tako da Domen Savič malo je manjkal, da bi jih fasil. Prišel nek fan, rekel, a ga šmo nabutati, sem rekel, ne se hecati. Ko je človek iznašel besedo, je lahko odvrgel kopje, pa šamar, je rekel Freud. Ne, jaz sem rekel, letos pač se ne bom silil tja zraven, sem pa rekel, lejte, tolo knjigo, večina ostalih je razprodanih, ne, tiste, ki vas še zanimajo. Prvi spol je lanska knjiga ali pa predlanska, o spolu je razprodana, Šport skozi psihoanalizo, sem jo izdal pred 20 leti, tudi razprodana. Ostale se še dajo dobiti, ampak pustimo zdaj to. Za neverjetnih 15 € do naslednje sobote vam dajem popust, sicer je ta knjiga 20 €. Spodobi se, berite knjige, bodite kritični. Jaz sem tolo knjigo napisal, pisal sem jo pa 15 let, iz principa. 8. poglavje ima naslov Penis in ženska želja. To poglavje boli. Feministke, ki so vse aseksualne. Zdaj bom malo nakazal, katera poglavja so tukaj noter, ne. Jaz sem najprej predstavil feminizem kot ideologijo, da note misli, da je feminizem kakšna znanost, ali pa, ko pa vem, ne vem, kakšna modrost. Feminizem je ena sama ideologija. O ideologiji sem se razpisal, ker to temo vladam pred 20 leti, ideologijo v športu seciral po dolgem in počez, imam jo v mezincu, ne nazadnje sem na svojem 3. podiplomskem študiju magistriral ravno iz ideologije, sicer v kontekstu telesa, športa, ampak tudi ta feminizem sem takrat obdeloval in ga obdelal v nulo, zdaj se pa iz principa potekam po tem ideološkem kontekstu, ki ga za seboj vleče feminizem, tudi zato, ker so mi zavrli doktorat, pa 2 družinska zakonika sem jaz sesul, vezana na feminizem, na teorijo spola, na istospolne partnerske skupnosti in na posvojitve. Torej, dotaknil sem se v tej knjigi pekinške konference, ki se je zgodila 25 let nazaj v Pekingu, leta 1995. Hillary Clinton je bila slavnostna govornica, takrat je bila prevarana strani Monike Levinsky in imela ogromno neke zamere do moške spolne želje. Govorim torej v povezavi s feminizmom tudi o ženski seksualnosti, ampak feministke so bolj aseksualne, deformirano imajo načeloma tiste ortodoksne feministke, večina njih je lezbik, deformirane imajo seksualnost, tudi če so heteroseksualne, ne. Zdaj govorimo tudi o poročilu Lunaček, ne, to je eno zelo spodletelo poročilo Urlike Lunaček, to je avstrijska evropska poslanka, ki je poročala o nečem, kar je v eter dala neka Španka, Portugalka, pa tam neka Romunka. Tale Lunaček, Urlike Lunaček je samo poročala v Evropskem parlamentu o temi, ki je zaznamovala Evropsko unijo
celo Evropo s tem pristopom pranja možganov, s teorijo spola v šolah. In to je nekaj najbolj spodletelega, kar je lahko Evropsko unijo doletelo. V tem poročilu pišem, govorimo o pokvarjenih lisicah, ala Urlike Lunaček, vseh teh pokvarjenih lisic, ki so prelisičile politično sceno, predvsem to levo, SD, ta je leglo feminizma, tudi zdaj, levica, ampak svoj čas, v času poročila Lunaček, te levice še ni bilo. Tudi te levo-sredinske stranke, recimo LMŠ ali pa Alenka Bratušek, tudi SMC je šel v to smer, so tudi profeministične. Zdaj jaz to govorimo o spodletelosti tega feminizma v tej naši kulturi. Seveda to govorim skozi Freuda, skozi psihoanalizo, skozi Oedipov kompleks, tudi skozi Lacana. Vmes problematiziram spoznanje, ali mi sploh lahko trdimo, da nekaj vemo v povezavi z ideologijo, tudi psihoanalizo, tudi feminizmom, če lahko sploh kaj vemo. Ta spoznavni skepticizem je zelo pereč v vsakršnem teoretskem diskurzu, v vsakršni kritični misli. Govorimo o sodovih feminizma in o gnilobah feminizma. Feminističnih absurdih. Recimo o zakonu o enakih možnosti moških in žensk. Našem slovenskem zakonu, ki smo ga ustoličili v slovenski družbi pred par leti na pobudo teh levih strank, predvsem SD-ja, ki je vselej v ozadju, tudi v teh franšizah levo-sredinskih, Pozitivna Slovenija, LMŠ ali pa SMC, Cerarjeva še. Ženska v politiki, to je diskutabilna tema. Ženska v politiki sej mora biti, ampak s temi kvotami pa mogoče pa pretiravamo. Naj bo ženska in je lahko dobra političarka, ampak ne rabimo mi zdaj kvote, da sploh pride v politiko. Ker v politiki se zdaj znajde pa kar precej takih, tudi priležnic, ki se morajo, ker bi rade prišle v politiko, oddolžiti tistim, ki so potem ključni za to, da se ženska infiltrira v visoko politiko. Ampak na lokalni ravni je podoben problem, se pravi, tisti alfa samci imajo potem kot alfa samci nek harem, na račun teh žensk se rade infiltrirajo v to politično dogajanje. In potem pridejo na vodilne položaje. Seveda se morajo oddolžiti. Le kako drugače kot s svojim telesom, s svojimi seksualnimi uslugami, in potem pride akcija Me Too. Ampak te ženske, ne gre za posilstva tam nekje v zakotnih hotelskih sobah ali pa pisarnah ali pa zadnjih sedežih avtomobila. Te kar same pristajajo na to, da se seksualno oddolžijo in potem pridejo v eter, v politični eter. Ženska v znanosti, pametna ženska, to je na nek način jeba. Če je pametna še pa če si butast, da ne rečem glupko kurac, potem nimaš kaj iskati, razen če imaš makino 25 centimetrsko, pa si v štihu, ampak najhujše je, če je moški glup, to je poraz nacije. Če je ženska glupa, če je lepa, če se dobro dol daje, če je blond, če fajn seksa, če fajn kuha in ni za zameriti. Moški pa, če je glup, to je pa tragedija nacije. Ženske so toliko pametne kot moški, da ne bo pomote. Ampak pametna ženska nima te prodornosti, ker nima rinjajočih genitalij, se ne prerine v vrh. V vrh se prerinejo ne samo pametni moški, tudi glupi. Samo rinejo ko buldežer. Ženske pa pametne, sej se da uporabiti njihova pamet
ampak riniti pa ne znajo, ne. Pa še nekaj, ne, pametna ženska si pa lahko naredi tudi kalvarijo čez svoj sex life, ker postane v enem segmentu alfa ženska. Če je ženska alfa, potem je zaključila svojo seksualno kariero, ne, ali pa tam z nekimi priskledniki, ali pa sužnji se poskuša neki iti seksualnega, ne. Podobno je z nekimi ženskami v športu, ne, če je ženska zelo uspešna v športu, faličnem športu, tam nekih borilnih veščinah, to je samo sebi zjebala življenje, ne? Ker jo nihče ne mara. Razen, če je ekstremno lepa. Tudi v seksualnosti ženskam v športu se zalomi. Hitro zdrsijo neko lezbištvo, ne? Heteroseksualne ženske, ok, če imajo veliko pohoto, imajo veliko motivacijo v športu, ampak mnogim zdrsuje v seksualni usmeritvi in gredo v lezbištvo. Ne, ker tam rine v športu ko buldožer, pa bi pa še rinila v eni 1 na 1 sceni, pa ga nima, pa strapon in juhuhu. Torej, kakšne pretepačice v športu ima velike probleme, ne. Zdaj tele judoistke temle čez hrib v Žalcu, Marjan Fabjan. To ni tako enostavno biti judoistka, uspešna, iskati 120-kilske dece za to, da se pretepaš z njimi. Ženska, če je normalna, išče tipa, da bi se z njim dol dala, ne da bi se tepla, pa da ga kastrira, pa da ga v smrtni prijem stisne, ne. O tem sem malo pisal, tudi o resolucijah, ne, ki perejo možgane, pa o človekovih pravicah, tudi v športu. Pa trdim recimo, da je idealna ženska v faličnih športih lezbika. Tudi o tem govorim, če lahko lezbiki rečemo še ženska, ker same lezbike ortodoksne so problematizirale ta njihov status, ne, ali so one še ženske, ne, ker one bi bile rade čim bolj moškim podobne, ne, jaz jim rečem moškinje ali pa možače, one bi bile pa rade enakopravne pa enake moškim, ne, in jih nikakor ne vleče v ženski spol, ker so zelo atipične kot ženske, ne. Nekatere po drugi strani so pa seksualno ustrežljive in pridejo po te porednice do vsega, kar si zamislijo, ampak s seksualno ustrežljivostjo. Govorimo o tem libidinalnem trgovanju. Govorim tudi o 55. členu Ustave in o umetnih oploditvah samskih žensk, ne, lezbik bolj kot ne. Čeprav tudi nekatere, če ni glih lepa, če je pa posebljena grdota, to je težko nabrisati, može fejst pijan biti, ne. Zdaj to se grdo sliši, ampak v enih teoretskih kontekstih jaz to razložim, da je temeljna ženska želja biti mama, ne, biti mamica. Zdaj, če ne pride do oplojevalca, je ko pa zdaj, če si ti imela dober odnos z lastnim očetom, potem si otroka želiš. Otroka si ne želijo tiste ženske, ki niso imele harmonije z lastnim očetom, ne. In Freud bi rekel, želja po očetovem penisu, v teoretskem smislu, je predhodnica želje po otroku. Materinstvo se v resnici napaja iz želje po penisu. Ženska si v strogo teoretskem smislu ne želi moškega, ali pa moškega kar tako, ampak organ, ki njej na telesu manjka. Želi si penis, prijeti ga vase na ene par načinov. Freud je govoril, kateri so ti načini, pa Ernst Jones tudi, ki je sicer znan po biografiji Sigmunda Freuda, ampak tudi on je govoril o ženski želji po penisu in je razlagal, na kakšen način si ženska želi moškega oziroma organ, ki njej na telesu manjka. Govorim tudi o ženski ali pa feministični psihopatiji.
o feministkah, legebitrovcih, kakšno ideološko psihopatijo zganjajo po družbi. Govorim tudi o homofobiji, ki je normalni nasledek pravilnega Oidipa, moška homofobija, ženska ni tako sporna, ali pa sploh je ni ravno pogosta. Govorim pa tudi o heterofobiji, tistih, ki ne marajo heteroseksualcev. Ne. To je po mojem videnju kar velik problem. Ne. Govorim tudi o porodniškem dopustu za očete, ne, kot norosti na kvadrat, kot sem že rekel v eni oddaji 10 let nazaj, pri Jani Tavčar, dobro jutro. Norost na kvadrat, porodniški dopust za očete. In jaz sem bil zelo aktiven, ko je tam Anja Kopač Mrak ustoličevala, skušala je politično infiltrirati v družbo nek novi porodniški zakonik, kjer bi odščipnili en mesec porodniške ženskam, pa ga prevalili na moške. Ne? Pa dojenčkom bi se zmešalo, če bi se to dogodilo, ker mamica je inventar tega deteta. Ne? Noben jeti imenovan fotar ne more nadomestiti mamice in je tudi škodljivo za razvoj nadaljnega duševnega zdravja, nadaljnega v otroštvu, torej v odraslosti. V tem vsem probam teoretsko razložiti, zdaj, če sem mestoma mal piker pa vulgaren, v teh teoretskih kontekstih sem zelo dosleden. Kličem na pomoč Donalda Winnicotta, to je učenec Melanie Klein. Melanie Klein je pa učenka, jezna učenka Sigmunda Freuda, jezna zato, ker se je sporekala z Anno Freud, ki je bila tudi otroška psihoanalitičarka. Po moji oceni je bila Melanie Klein boljša. Ne? In ko je delovala je po Angliji, in ko je Freud prišel tik pred smrtjo zaradi nacizma v Anglijo, se je hudovala, češ, a njega ste mi pripeljali, ne? Ona je tam dominirala v Angliji. Imela je pa samo srednjo šolo, pa še to dokončano gimnazijo. Anna Freud niti gimnazije ni končala. Ne? Ko meni oporeka, da nimam ne vem kakve univerze Sigmunda Freuda, to je bila še par let nazaj tečaj, ne pa univerza. Danes so se popravili. Ne? Takrat, v tistih časih, niso prav, torej najboljši psihoanalitiki so študirali Freuda mimo vsega šolskega sistema. Donald Winnicott, ki ga kličem na pomoč, je pa kar precej študiral, je pa znan pediater, psihiater, bil je sam brez otrok, ampak se je skozi Melanie Klein izjemno dobro podučil, kako otroška duševnost deluje v povezavi z vračanjem te otroške duševnosti v odraslost. V smislu, da je otrok, tako kot je Freud rekel, oče odraslega človeka. Skozi Donalda Winnicotta razlaga marsikaj. Tudi Edwin Goffman je nekdo, sociolog, mislim, da kanadski, zelo cenjen v svojem času, ki je pa na nek način branil feminizem, posredno, vpeljaval tudi teorijo spola, katere avtorica je bila, ali pa pionirka, markantna, je bila v resnici Simone de Beauvoir, ne, ki jo seveda vpeljem njen drugi spol, vpeljem, ker tale moj prvi spol ima naslov prvi spol ravno zaradi Simone de Beauvoir in njenega drugega spola. Jaz sem to knjigo napisal zato, da oporekam Simone de Beauvoir, ki je leta 1949, 2 leti pa to pisala, to knjigo. Eksistenčna filozofinja je, partnerica Jeana Paula Sartreja. Kakšna partnerica, če je bila militantna lezbika. In ženske ste prvi spol. Zato, ker je mama prvi spol. Ker otrok je zadet s tisto mamo in moški smo zadeti s tem
prvim spolom, ki ga jaz do sobote dajem po neverjetni znižani ceni 15 evrov, sicer je 20 evrov. Zato, da bi laiki še malo bili konkurenčni v tem branju, upeljem še tole 8. poglavje, ki ima naslov Penis in ženska želja. Jaz sem hotel dati tukaj podnaslov kar na platnico, prvi spol ali penis in ženska želja. Pa sem si malo premislil, vse tle noter v tistem cipu pa je, ne? Prvi spol ali penis in ženska želja. Tako je bila zastavljena moja dispozicija doktorata, potem ko sem šport skozi psihoanalizo zavrli, nisem smel na zagovor, in sem jaz hotel novo dispozicijo dati, ne? Naslov bi pa bila te nove dizertacije Penis in ženska želja. Jaz sem se takrat malo norca delal, ker mene na kolena niso spravili, sem pa po 15 letih napisal to knjigo, ravno 8. poglavje sem 15 let pisal, gre pa za anketne izpovedi ali pa intervjujske izpovedi žensk, tudi lezbik, pa tistih najbolj pohotnih. Izpovedi na temo, kako močno si želijo organ, ki njej na telesu manjka. Dol padete, 100 strani je teh izpovedi. In če ne zaradi drugega, je ta prvi spol knjiga, ki jo morate prebrati, moški zato, da boste vedeli, kaj si ženska v resnici želi, ženske pa zato, da boste videli, kakšno konkurenco v resnici imate v drugih ženskah. To se nekatere lotevajo tega organa, ko bi rač golaža. To, če ga ne fafate radi, bližji kući propale je. Ker moški imamo radi, da si ženska nas želi. Ženska si pa še bolj želi, da si mi, moški, želimo njo. Ona želi, ko si jo mi želimo oziroma jo obožujemo. Moški pa uživa, če je zadet ženska. Ampak ne neko staro, razen če ima staro mamo, rajko mamico. Ampak tisto mlado, lepo žensko, ker nas so imele te naše mamice mlade. Mi smo bili dojenčki pa otročički, ko so bile naše mame stare tam od 20 do 30 let. In zdaj vidiš lepo žensko, gotov si. Sedi, lezi, tačko, glas. V to smer. Berite to.